Lepo pozdravljeni. Tole tretji del 5. predavanja iz NMR spektroskopije. Pogovarjamo se o dipol-dipol interakcijah, tudi o NOVI efektu, se pravi o efektih, ki nam primarno dajo informacijo o interatomskih razdaljah, medprotonskih razdaljah, in pa seveda so tesno povezani tudi z dinamičnimi lastnostmi molekule. Govorili smo o prekopicanju, rotaciji, tumbling, stojko, in videli smo, da če je produkt omega tau C bil 1,12, pa to se na recimo 1 GHz spektrometru zgodi, ko je rotacijski korelacijski čas tau C okoli 1,1 nanosekunde, se pravi, bo ta produkt omega tau C 1,1, takrat bo NOI nič, se pravi, karkoli bomo naredili, ne bomo mogli izmeriti dipol-dipol interakcije z NOI efektom. Seveda, še vedno pa imamo interes, se pravi, ne želimo to kar pozabiti, da bi rekel, v tem območju se pač ne da. Omenil sem že v prejšnjem delu predavanja, da je tau C okoli 1 nanosekunde za molekule, ki imajo molsko maso okoli 2–3 kilodaltone, to so med njimi za motivacijo, seveda to ni edini razlog, so makrociklični antibiotiki, seveda so pomembne molekule in seveda želimo tudi kaj izvedeti o njihovi strukturi, se pravi prostorski strukturi, povezovati strukturo, se pravi tridimenzionalno strukturo z aktivnostjo. Se pravi, ideja je, spomnite se, da smo 2D eksperiment v NMR razdelili na 4 enote. Ideja je, da bi ta začetni del, preparacijo, evolucijo, razvijemo kemijski premik ali sklopitev, kakršnokoli interakcijo v indirektni dimenziji in pa samo akvizicijo, se pravi detekcijo RFID-jev na tuljavi detektorjev opravili pri čim višjem B0, ker nam to daje visoko občutljivost, visoko ločljivost signalov. Po drugi strani bi pa mešanje izvedli pri bistveno nižjem polju. In to bomo naredili s tako imenovanim spin lockingom, se pravi spine bomo zaklenili v ravnini XY, tako da bojo čutili efektivno polje, ki ga bomo ustvarili s tem spin lockom. Prav en način, da to upravimo, je continuous wave način, drugi pa s composite pulsi. Pa si oglejmo, kako to deluje. Se pravi, po začetnem 90-stopinjskem pulzu na ravnotežno magnetizacijo, se pravi, se vektor odkloni na tej slikci vzdolž osi Y, mi uporabimo spin lock polje, se pravi, to polje, če deluje vzdolž osi Y, je jasno, da karkoli se bo dogajalo, če bo vektorček malo precesiral, bo takoj spet zaklenjen vzdolž te osi. Se pravi, tukaj uvajam en izraz Hartmann-Hahn pogoj, Hartmann-Hannov pogoj, ki prihaja iz NMR v trdnem, ko mora verjeti, da je gamma B za pri enih pogojih na gamma B pri drugih, in tudi ta seveda skrbi za prenos heteronuklearen, se pravi prenos med jedri, in s tem večjo občutljivost pri homonuklearnem HH transferju, pa imamo izotropno mešanje in imamo samo NB1. Zdaj, tole načelno dobro deluje pa s tem spin lockom, če delamo v načinu continuous wave, želimo zakleniti eno ožje spektralno območje, videli bomo kmalu, zakaj nam to pride prav. Če pa imamo širše spektralno območje, se pravi ne samo recimo en ali dva signala, pa seveda je težko zdržati toliko moči in je, se pravi, vpliv ali pa zaklenitev magnetizacije v ravnini XY sorazmerno šibka. Se pravi, en način je, da damo več moči, ampak ta lahko pripelje do okvare spektrometra, se pravi, zamislimo si samo žičko, skozi katero teče visok tok, oziroma bo seveda zažarela. In seveda, če bi bilo toliko zraka, bi tudi zgorela. Seveda
če bi bilo samo majhno gretje težava, lahko tudi pač pride do tega, da rečemo v žargonu izgubimo vzorec, se pravi pride do kvare, ampak bolj se bojimo tudi težav samo hardwareom. Se pravi, iskali so in razvili drugačne načine, in to je preko tako imenovanih sestavljenih pulzov, vlakov pulzov. En od njih je mlev, imajo pač taka zanimiva v navednicah imena, so akronimi mlev, se pravi dekaplerski cikel, ki ga je razvil Malcolm Levitt in si zagotovil nesmrtnost, če tako rečemo. Drug, ki ga večkrat vidimo v literaturi, je DIPSI. Vidite, da je to akronim za Decoupling in the Presence of Scalar Interactions. Verjetno je veliko od vas pomisleno na zelenega telebajska in morda je tudi ta pulzno zaporedje oziroma vlak pulza nastal v času, ko so bili telebajski zelo popularni. Zakaj pravzaprav gre pri teh superciklih, pri teh vlakih pulzov? Se pravi, gre za to, da sestavimo en tak sveženj, veliki R recimo, porabimo 90-stopinjski puls vzdolž ene osi, pi puls vzdolž druge, pa spet 90 vzdolž prve. Se pravi, če imamo majhen prispevek magnetizacije izven ravnine XY, s tem premetavanjem vektorja bomo poskrbeli, da bo magnetizacija zaklenjena v ravnini XY. Kakorkoli se bo želela odkloniti, bo takle cikel, takle sestavljen puls poskrbel, da ostane zaklenjen v ravnini XY. Seveda lahko zdaj zamislimo, če je 90-stopinjski puls tipično dolg nekaj mikrosekund, morda do 10 mikrosekund, pi puls je dvakrat daljši, je tak element R nekaj 10 mikrosekund, mi pa seveda ponavadi želimo, da je ta spin-lock vključen desetine milisekund, se pravi, to rešimo tako, da ta cikel ponavljamo. Tako je recimo mlev 16, se pravi Malcolm Levitt 16, se pravi, ima toliko elementov, seveda mi ne bomo šli po podrobnosti, ampak tem ciklom lahko spreminjamo tudi fazo, s tem smo se spoznali pri faznem ciklu in seveda s tem lahko tudi skrbimo ali pa bolje skrbimo, da ostane magnetizacija zaklenjena in vse, kar čuti vektor v tem času, ko je zaklenjen, je to polje, ki ga ustvarja spin-lock. Zdaj, zakaj je to izredno pomembno, bomo ilustrirali z dvema eksperimentoma. En je HOHH, Homonuclear Hartmann-Hahn experiment, se pravi, to je Hartmann-Hahn pogoj, prej sem malo omenil. Drugi, ki je v bistvu isti eksperiment, je TOXI, razvita sta bila približno istočasno, kar je zanimivo je, da je za prvega je bil proizvajalec, ali pa so bili raziskovalci proizvajalca Bruker, za drugega proizvajalca Varian. Informacija, ki dobimo, je enaka. In so se vedno hecali, da če rečeš Francozi, naj izgovori to prvo, Francozi ne izgovarjajo H, potem je težko razumeti, o čem pravzaprav govorijo. Se pravi, namen teh eksperimentov je identifikacija celotnega spinskega sistema, se pravi sistema sklopljenih spinov. Dodal bi še to, podal sem zgodovinsko dejstvo, v literaturi boste našli te dva izraza uporabljena kot sinonima. Zakaj pravzaprav gre? Spomnite se, ko smo na samem začetku predavanja govorili o interakciji kemijskega premika in pa interakciji sklopitvene konstante, sem večkrat poudarjal, da je interakcija kemijskega premika močnejša, večja, da gre v kilohertz, če ne desetine kilohertzov, sklopitvene konstante pa nekaj hercov, mogoče 1000 hercov. 100 hercov, recimo CH sklopitve ali pa NH sklopitve. Kar smo rekli, imamo spektre prvega reda, interakcija kemijskega premika dominira. In če bi to zapisali v obliki Hamiltonjana, bi rekel, da te člene, ki vplivajo, sešteli, seveda, ti vplivajo na razvoj magnetizacije in interakcija Hamiltonjan za kemijski premik večji. Ko pa uporabimo spin-lock, pa je efekt kemijskega premika bolj ali manj odstranjen,
interakcija sklopitvene konstante pa ostane in začne dominirati Hamiltonian, ki opisuje magnetizacijo. In kar se zgodi, je, da se magnetizacija v času zaklenitve, lahko bi rekli, razmaže po spinskem sistemu. Se pravi, magnetizacija se bo spin na A prenesla na B, če je ta sklopljen s C, se bo na C, če je ta še z D, se bo na D in imamo lahko še več teh jeder. Se pravi, kar efektivno dobimo iz spektra, je, da pokažemo, da je A recimo v del istega spinskega sistema kot D. Se pravi, da imata neko povezavo preko sklopljenih partnerjev. In to seveda pride zelo prav. Zdaj, kako pa kontroliramo te prenose? Z dolžino mešalnega časa. Prav, enodimenzionalni eksperiment ga izvajamo takole, da na začetku selektivno vzbudimo signal, pa proton, rečemo v žargonu, ki nas zanima. Se pravi, samo ta spin je v ravnini XY, potem ga zaklenemo, porabimo spin lock za čas Tn, to bo nekaj 10 milisekund, bomo tudi vedeli, in potem detektiramo magnetizacijo v času akvizicije. In v tem času mešalnega časa v pulznem zaporedju bo koherenca zaklenjena in se bo razmazala po spinskem sistemu. Zdaj, kako to zares gleda? Imamo tle simbolno seveda tri spinske sisteme, oranžnega, rumenega in zelenega. In vidimo, če bi se tako schematsko narisali podspekter, A je dublet, ker je sklopljen z B-jem, B je sklopljen seveda nazaj z A-jem in naprej s tretjim sklopljenim partnerjem. In podobno velja za zelenega in oranžnega. In zdaj, če bi recimo selektivno vzbudili samo tale proton in potem sistema B in uporabili spin lock, bi dobili kot rezultat samo signale po spektru, samo signale za njegovega sklopljenega partnerja. Se pravi, dobimo dejansko podspektre naše molekule. V tem primeru bi bile to ti podspektri trije. No, nekaj, kar smo se že dotaknili, dejstva, da so enodimenzionalne metode super, tudi ena detoksi je odlična metoda, jo tudi se velikokrat poslužujemo. Seveda pa smo že povedali v prejšnjem predavanju, zakaj 2D spektroskopija, želimo izkoristiti to možnost, da informacijo razširimo v drugo dimenzijo. To seveda naredimo tako, da v pulzno zaporedje dodamo evolucijo indirektne dimenzije, se pravi T1. Prav, ta dva pulza, kako bo magnetizacijo v ravnini XY, jo zaklenjamo in vse, kar smo zdaj povedali, velja. Prav, v času priprave vzbudimo protone, jih zaklenemo za čas mešalnega časa, takrat s tem spin lockom, takrat dominira interakcija sklopitvene konstante in ko se tale čas izteče, imamo še zadnji 90-stopinski trimpuls, detektiramo tok na tuljavi in to je direktna dimenzija, se pravi, to je v dvodimenzionalnem spektru F2. Prav, gre za homonuklearen eksperiment. To pomeni, da imamo vzdolž ene in druge osi frekvence ali pa kemijske premike protonov. Na diagonali imamo enodimenzionalne spektre, to je isti spinski sistem, ki smo si ga ogledali. Zdaj seveda, kako to interpretiramo, tale rumen proton pokaže, da je del spinskega sistema rumenih protonov. In na kjerkoli kemijskem premiku enega od teh treh jeder pogledamo korelacijske signale, vidimo, da vedno dobimo, da ima določen spin še dva soseda. In podobno velja za zelene in seveda oranžne. Zdaj, če ilustriramo malo bolj realno, spomnite se tega azosladkorja, v katerem smo analizirali dvodimenzionalen kozi spekter in smo ugotovili, da proton 2 kaže sklopitost protonom 3, 3 za 4, 4 za 5, 5 za 6 in 6 črtico. In seveda je to potrdil spinski sistem. Toksi spekter te molekule izgleda pravzaprav
precej neverjetno, saj so vsi spini med sabo sklopljeni. Ker so, seveda razen izopropilne skupine, OH skupin, ampak vsi so sklopljeni in to tudi dokazuje, da so del istega spinskega sistema. Seveda pa uporabnost tega spektra ni v analizi monomerov. Tukaj imamo pred sabo ilustracijo, se pravi toksi spekter gramicidina. Gre za antibiotik, ki je bil odkrit v času druge svetovne vojne. Vsebuje, vidite, nenaravne aminokisline, fenilalanin pa ornitin, to je analog penta, ima v stranski verigi 3CH2 skupine in tole je njegov toksi spekter. Gre za simetrično molekulo, ki ima pravzaprav 5 podenot in se ponovi. Če pogledamo zdaj vzdolž kemijskega premika protona H-alfa, ornitina, ki vidimo, da ima kemijski premik po 4,7 ppm, tukaj je njegov diagonalni signal, in gremo po kemijskem premiku tega H-alfa protona, vidimo, da imamo tle beta, gamma in delta protona. Vidite tudi, da sta pri delti in gamma prihaja do resolucije, se pravi, dejansko vidimo, da imamo 2 CH2 skupini. Če pogledamo pri prolinu, to je podobno, se pravi, kemijski premik H-alfa protona prolina je okoli 4,3. Ko gremo po njegovem kemijskem premiku, najdemo 2 beta protona, gamma in delta protona. To dejansko dokažemo spinski sistem prolina. To izgleda zelo v redu. Vprašali pa bi se, kako pa zdaj vemo, kateri je beta, pa kateri je gamma. Se pravi, na nek način, kateri spin pa je zdaj prvi sosed. In v NMR imamo tudi ta odgovor, se pravi, pogledamo zdaj toksi korelacije NH protona ornitina, tukaj je enodimenzionalni spekter, selektivno nasvitimo NH, oziroma vzbudimo in porabimo mešalni čas 20 milisekund in vidimo, da signal za H-alfa je jasno viden. Se pravi, to mora biti prvi sklopljen partner. Po 40 milisekundah začnemo videti v spektru beta in gamma protone, po 60 gamma je še močnejši in po 80 opazimo tudi, pa dokažemo tudi delta protona. Se pravi, vidimo, da je približno 20 milisekund je čas, da se bojo pokazali signali ali pa korelacije po enem ali dveh prenosih magnetizacije. Vidimo tudi, da časovna odvisnost dobimo torej iz več toksi ali pa enodimenzionalnih spektrov, se pravi, to gre za različne eksperimente. Se pravi, v enem uporabimo mešalni čas 20, v drugem 40 in tako naprej milisekund. Potem pa seveda analiziramo te spektre. Tukaj seveda izvedba enodimenzionalnega spektra malo hitrejša. Lahko bi se vprašali, kako dolg pa je lahko mešalni čas. Ena rešitev se nam ponuja samo od sebe. Zakaj recimo zelo dolg mešalni čas ne bi prišel v porabo, pa ne bi imel neke praktične vrednosti? Je zato, ker se spomnite, da takoj po vzbujanju začnejo teči procesi relaksacije, sistem se vrača v ravnotežje in seveda potem po določenem času, reda 100 milisekund, seveda magnetizacije ni več in nam daljšanje mešalnega časa ne pomaga. Tukaj imamo še en spekter, gre za toksi spekter, enega biomimetskega intermediata, člana manzaminskih alkaloidov. V naravi ga najdejo v morskih spužvah, je obetavno protitumorsko zdravilo, se pravi, da je tudi motivacija takale molekulca, zakaj je zanimiva. Zdaj, za nas je seveda tisto, kar je posebej zanimivo, je, da imamo tole toksi spekter, pri mešalnem času 80 milisekund. Vidite, da sta dva protona, H4 pa H23, zelo, zelo blizu skupaj. Se pravi, imate zelo podobne kemijske premike, razlika je manj kot 0,2, 0,3 ppm.
Zdaj, če potegnemo povezave protona H4 in poiščemo, kje so signali, najdemo proton 5 ali pa korelacijo za proton 5, za 6 črtica gor v mostu in 9. In 9 črtica, ker 9 je CH2 skupina. Po drugi strani H23 vidimo, da je to vinilni proton, ki je seveda skalarno sklopljen s 4 CH2 skupinami, eno za drugo. Imamo povezave na protona 22, 21, 20 in 19. Pravi, v teh precej natrpanih področjih ali fatskem delu spektra lahko signiramo verigo preko prenešenih korelacij. Pa vidite, da imajo dobro disperzijo kemijskih premikov. In nam seveda na ta način lahko asigniramo tudi spekter. In seveda s tem potrdimo strukturo. Tukaj je en primer holesterola. Holesteroli ste videli pri kozji spektrih, seveda je kar precej protonov, se pravi tudi korelacije so jih je kar veliko, pogosto so dokaj prekrite. Če zdaj pogledamo H6, odkrijemo sklopitev s protonom H7, ekvatorialno, aksialno, tukaj je CH2 skupina, potem zraven je 8, to so seveda del istega splinskega sistema. Če gremo na drugo stran, pa odkrijemo protona H4, tako aksialnega kot ekvatorialnega, in proton H3, ki je seveda tudi sosed teh CH2 skupine na mestu 4. Če pogledamo po drugi strani H3 seveda deli povezavo s protona H6, deli povezave v toksi spektru s CH2 skupine na mestu 4. Po drugi strani pa seveda, ker gre za skupnega partnerja, tudi odkrijemo povezavo do protona H6, čeprav vidite, da je število vezi vmes ogromno, se pravi, toksi dejansko deluje preko vmesnih povezav. Najdemo tudi proton H7, še drugo bolj zanimivo je pa H3, ima tle CH2 skupine na mestih 2 in 1 in seveda tudi te korelacije lahko nedvoumno identificiramo. Poudaril bi sem še tole NMR-ju povezave za H3, pa za proton H6, da ponavadi v NMR-ju rečemo trace, včasih na predavanju rečemo, kot da gre za to, da bi torto prerezali. Če imamo dvodimenzionalen graf, se pravi toksi spekter, en kemijski premik, drugi, vertikalne intenzitete so telekorelacijski signali, če pa pogledamo prerez preko njih, pa dobimo te enodimenzionalne sledi in seveda te so zelo informativne in nam tudi pomagajo pri interpretaciji, vidite, da lahko bi v kakšnem primeru smeri sklopitve na konstanto. No, zdaj se pa malo ustavimo že na nekem glikopeptidu. Se pravi, imamo pentapeptid, ki ima tle aminokislinsko zaporedje, v bistvu je heksapeptid in pa sladkorno komponento. In v R2 dimenziji si pogledamo območje spektra, kjer resonirajo amidni protoni. In vidimo, da imamo treonin, kemijsko strukturo treonina poznamo, se pravi NH proton resonira tukaj pri 8,4 3 recimo ppm, ima korelacijo na alfa, na beta in na gamma metilno skupino. S tem smo nedvoumno potrdili, da je treonin dejansko prisoten. Amidni proton pri 8,32 pokaže korelacijo na alfa protona. Ker gre za glicin, imamo seveda CH2, da v tem primeru sta izohrona. Nadaljujemo, najdemo leucin, ki je tle 5. aminokislina, njen amidni proton s kemijskim premikom okoli 8,25, ima korelacijo na H-alfa, na H-beta, ki nista popolnoma izohrona, gamma in 2 metilni skupini, delta in delta črtica. Imamo spet neke vrste toksi spekter z aminokislino leucin. Serin, njen
amidni proton resonira pri 8,2 recimo, ima korelacijo na H-alfa proton pri 4,3, potem na 2 beta protona. Ne? In to je povezave, ki jih v toksi spektru najdemo. In četrta aminokislina je fenilalanin, njen amidni proton s kemijskim premikom malo nad 8, da povezavo s H-alfa protonom te aminokisline in potem naprej prenešeno na 2 beta protona. Toksi spekter nam potrdi kemijsko strukturo, da dejansko prisotnost 5 aminokislin, to sprej tirozin, seveda njena amidna skupina je NH2, ki je izpostavljena na topilo in v tem spektru ne moramo videti. Lahko se pogovarjamo na vajah, kako pa tirozin asigniramo, seveda njen amidni proton ni zaščiten pred izmenjavo, zato ga tukaj tudi nismo zaznali. Sprav zdaj vemo, da ta molekula, ta glikopeptid vsebuje aminokisline, katerih toksi spekter smo temeljito pregledali, ne vemo pa še, recimo, da je fenilalanin namesto 4. In to bomo v nadaljevanju se dotaknili tudi tega. Celo razpravo tega dela predavanja smo začeli, zato ker smo ugotovili, da z določene molekule je produkt omega tau C 1,12, eno efekt je nič in ne moramo dobiti informacije o razdalji. No in zdaj smo spoznali se s spin-lockom in lahko uvedemo metodo, ki rečemo ROSI, Rotating Frame Spectroscopy. Se pravi nalog NOSI spektra, v katerem pa izkoristimo dejstvo, da nam B0 večji in boljši, se pravi omogoča boljšo ločljivost, videli smo tudi boljšo občutljivost. Spin-lock pa je tako majhen, vidite od 2 do 15 kHz, da je omega spin-lock, se pravi efektivna frekvenca, seveda precej manjša in bomo vedno v extreme narrowing limit. Se pravi, se bojo molekule bojo čutile v času mešanja tako majhna polja, da se bo vedno obnašali, kot da so v takem hitrem režimu. Če spomnimo, se pravi, tale odvisnost enovi ojačitve sledila taki krivulji, majhne molekule, kjer je bil omega tau C veliko manjši od 1, so imele pozitivne novi, velike molekule z omega tau C večji so imele negativne novi. ROI pa ostane vedno pozitiven. In ta dejstvo, se pravi, lahko izberemo poljuno molekulo, vidimo pa, da je seveda odvisnost cross relaxation rate, tudi v ROI eksperiment je povezana z gamma, je povezana s produktom omega tau C, je povezana s medsebojno razdaljo med protoni na 6. potenco in to v imenovalcu, se pravi obratno sorazmerno odvisnost. Če zdaj pogledamo, NOD ROSI spekter, selektivno vzbudimo in zaklenemo, potem pa imamo akvizicijo. Se pravi, če sta v času mešalnega časa 2 spina, 2 dipolčka dovolj blizu, da med njima se razvije dipol-dipol relaksacija, bomo seveda to dokazali. Dvodimenzionalni eksperiment je razširitev te ideje, po vzbujanju razvijemo kemijski premik, da dobimo to indirektno dimenzijo, potem pa zaklenemo. Poudarjamo še enkrat, gre za homonuklearni eksperiment, se pravi, torej imamo vzdolž T1 in T2 protonske dimenzije. Če je tole ROSI spekter, oziroma NOSI, podobna interakcija kot pri ROSI-ju, imamo F2, F1, pa si pogledamo korelacije, ki jih kaže proton H4 aksialno. Vidite, da ima povezavo na 2 aksialno. Omenil sem, da v šestčlenskih obročih so te 1,3 diaksialne povezave izredno zanimive in na metilno skupino 19. Da dobimo povezave. Če potem pogledamo, kakšne povezave ima pa ta metilna skupina 19, vidimo, da ima povezavo na ekvatorialni proton 1, na 11 aksialno, na 8 aksialno in se pravi neka mreža povezav, ki jo tukaj odkrijemo.
Potem, če pogledamo na kemijskem premiku 12 ekvatorialno, se pravi, to je ta proton tukajle, vidimo, da ima povezavo na skupino 18 in ko gledamo povezave protona 18, se pravi metilne skupine namesto 18, vidimo, da je blizu 12 ekvatorialno, 8 aksialno, tukaj gor so celo medatomske razdalje napisane, 16, vidite beta, se pravi proton ištrli gor, 15 beta, se pravi tudi aksialni položaj glede na proton 18. Se pravi, nedvoumno lahko potrdimo strukturo in intenziteta korelacijskih signalov nam pač pove tudi o medsebojni razdalji med sklopljenimi partnerji. V tem spektru je tudi nekaj zero kvantum povezav, to so povezave, ki niso rezultat dipol-dipol interakcij in pa teh konkurenčnih procesov relaksacije zaradi double quantum ali zero quantum prehodov, ampak vidite, da imamo recimo sklopljene partnerje, protona 7 in 8, recimo sta med sabo skalarno sklopljena, podobno je protona 12, sta geminalna protona, da sta korelacijo, ki jo seveda dva protona metilenske skupine se seveda tudi blizu. Pri analizi takih povezav nam pomaga, da imajo te korelacijski signali značilno obliko in jih zlahka odkrijemo. Rossy spekter bi v analizi izgledal podobno, kot smo zdaj ravnokar pogledali Rossy spekter, se pravi, tukaj zdaj pomembno, kako močen je spin lock, kakšno polje zaklenemo in seveda kako dolg je mešalni čas. Tukaj imamo povezave protona H6, H6 seveda na kemijskem premiku H6 vzdolž F2, tukaj njegov kemijski premik, imamo povezave s protonom H4, seveda povezava na ekvatorialni proton, ki je bližje, je malo močnejša, in pa povezavo na 7 aksialno. Po drugi strani pa proton H3 kaže povezave na H4, seveda, ker sta blizu, tudi zdaj je ekvatorialni bližje in kaže močnejši signal, je pa tudi skalarno sklopljen s tem protonom. Temu bi v NMR rekli trivialna interakcija. In pa kaže prostorsko bližino s protonom H1 aksialno. 3 aksialno, 1 aksialno, te dva dasta korelacijo. Zdaj, če pogledamo te slice, se pravi prereze preko 2D spektrov, istega vzorca, istega holesterola in istega spektra, vidimo, da metilna skupina, ko smo na njenem kemijskem premiku vzdolž F1, vidite vse sorte povezav, ki smo jih prej že analizirali, s protonom 12 ekvatorialno, H8, H20, 16B, 15 beta, H21. Se pravi, vsa ta mreža povezav, ki smo jo odkrili, jo seveda tudi v teh prerezih preko na določenem kemijskem premiku jih najdemo. Če pogledamo prereze metilne skupine 19, imamo prav tako, povezavo na 4 aksialno in pa potem 11 in tako naprej. Vse povezave 11, 8, 4, vse povezave, ki jih pričakujemo. Tukaj je še malo omenjen, se pravi signacija protonov 4 aksialno in 4 ekvatorialno, o čem sem na enem prejšnjih predavanjih govoril, zakaj je diaksialna sklopitvena konstanta s protonom 3 je večja in to vpliva na obliko povezave. Se pravi, bil je še proton H6, ta seveda ima tudi, kaže ROI efekt na protona H4, rekli smo že prej, da je interakcija na 4 ekvatorialno močnejša, na proton H7 in pa potem še 7 aksialno, s tem, da je ekvatorialni je prostorsko bliže. Se pravi, tudi ko imamo skalarno sklopljene partnerja, nam kvantitativna analiza vidimo, da je z ekvatorialnim, 7 ekvatorialno odziv močnejši. Zdaj smo pa opremljeni z vsem, da se vrnemo nazaj na naš glikopeptid, katerega toksi spekter smo si prej ogledali in pogledamo njegov Rossy spekter. Prej smo pogledali, toksi spekter smo našli ob danih kemijskih premikih vzdolž F2
amidne protone posamezne aminokisline, treorina 2, glicina 3, leucina 5, serina 6, rinolanina 4. In te povezave, te korelacije so označene s kvadratki. Zdaj pa začnemo nekaj drugega. Zdaj piše start. Tako smo na H-alfa kemijskem premiku prve aminokisline tirozin 1. Ta aminokislina ima kemijski premik 4,3. Rekel sem že prej, da toksi spektrum te intrarezidualne povezave ne vidi. Ampak H-alfa proton tirozina 1 kaže korelacijo z amidnim protonom treonina 2. Se pravi, smo na nek način našli aminoproton druge aminokisline. Ko smo na kemijskem premiku amidne skupine treonina 2, se pomaknemo vzdolž tega, ali pa po tem kemijskem premiku, najdemo lastno intrarezidualno povezavo na proton alfa druge aminokisline. Ko najdemo to, se lahko pomaknemo desno in najdemo amidni proton tretje aminokisline, ki je glicin. Glicin, amidna skupina, seveda imamo intrarezidualno korelacijo, ki je bicinalna povezava, da tudi ROI efekt, ampak kvadratek pomeni, da sta tudi skalarno sklopljena, se pravi, če bi spektra toksin rozi dali ena na drugega, bi se ta crossfig ujemal. Zdaj gremo po H-alfa protonom glicina in najdemo amidni proton četrte aminokisline, fenilalanin. Se pomaknemo dol in najdemo intrarezidualno povezavo amidnega protona četrte aminokisline z alfa protonom te aminokisline, se pravi fenilalanina 4. Potem nadaljujemo ta naš sprehod po kemijskem premiku H-alfa fenilalanina 4 in najdemo amidni proton leucina 5. Ko smo na kemijskem premiku leucina, se pomaknemo vzdolž fena in najdemo intrarezidualno povezavo amidnega protona leucina 5 z alfa protonom te aminokisline. Se pomaknemo po kemijskem premiku, najdemo intrarezidualno povezavo amidnega protona šeste aminokisline, to je serin, in njenega alfa protona. In tako smo pravzaprav opravili sekvenčni sprehod. Dejansko mreža povezav med aminokislinami nam je omogočila tisto, kar nam toksin ni mogel. Ta toksin nam je dal dejansko, kar bi lahko rekli, kemijsko sestavo. Rozi, v tem primeru, ker gre za manjšo molekulo glikopeptid, nam je pa omogočil povezave tudi med posameznimi aminokislinami. In s tem bi današnje predavanje zaključili. Hvala lepa.